Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v moji družbi. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj nam prinaša letošnja jesen. Lajnamo, ponavljamo osebnostno rast, prepoznavanje resnice, delo na sebi, duhovna rast. To so vendarle teme, ki so nam nekako, se mi zdi, od leta 2011 vse bolj blizu. Če pomislimo malo nazaj, če pomislimo, v 90-ih letih se nismo nekaj veliko pogovarjali o kristalih, pa o angelih, pa o takšnih in drugačnih ezoteričnih temah. To je vse nekako prišlo zelo, zelo na plano okoli leta 2005, 2007 in potem resnično dobilo, bom rekla, neko mesto v našem vsakdanjiku 2011. To nikakor ni naključje. 2011 je bilo zelo močno mojstrsko leto. Če ga obrnemo na glavo, vidimo, da je dejansko zapis števila 11.2. In tudi to ni naključje, da je potem 2012 veljalo za majevski konec sveta, ki pa pravzaprav je napovedoval prehod v drugo dimenzijo, v drugačne načine zavedanja, v drugačne načine zaznavanja sveta. In če pogledamo malo nazaj tudi vsak pri sebi, kako smo se dejansko v tistem času spreminjali, bomo ugotovili, da neka nova zrelost, neka transformacija nas samih kot duhovnih bitij je zagotovo takrat potekala. No, vemo, da je bilo tudi 2022 zelo močno mojstrsko leto, vsekakor ne tako zelo intenzivno kot 2011, je pa res, da včasih se te spremembe odvijajo na našem nezavednem, zato jih opazimo šele kasneje. Se pravi, jih zaznavamo ali pa opazimo, kako zelo smo se spremenili, šele v kakšnem konkretnem primeru, v kakšni konkretni situaciji, ko mine. In si lahko rečemo, o Madoni, če bi bilo pa tole leta 2007, kako zelo drugače se bi odzval, kako zelo drugačna bi bila moja reakcija. Očitno že je nekaj na temu. Torej, če smo dali zdaj ti dve mojstrski leti za seboj, 2023 je tukaj zato, da s polno mero domišljije oblikujemo našo novo realnost. Prvi korak pa je, da prepoznamo svojo lastno resnico. Za nami je kar nekaj intenzivnih let, v katerih smo lahko zelo kvalitetno opazovali svet. Seveda, običajno smo bolj osredotočeni na druge in na vse, kaj drugi naredijo narobe kot mi sami. Tako da, tudi to ponavljam celo leto. Naj bo letošnje leto čas, ko se ozrete vase, ko prepoznavate sebe. Kaj je vaša resnica? Kaj je tisto, kar vas veseli? Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Kaj je tisto, ko si rečete, the best, naredil sem nekaj dobrega za svet? In vsi lahko naredimo nekaj dobrega za svet in ne pomeni, da je dejanje osebe A bolj pomembno od dejanja osebe B. Če bi vsi počeli isto, potem bi svet zelo enolično zgledal in mislim, da bi samo eno področje cvetelo, vse ostalo bi šlo pa v franže. Torej, poiščite tisto, v čemer vi uživate in ste lahko doprinos svetu okoli sebe in svetu kot globalu. Septembra bo fantastična priložnost za to, da bi opazili, na čemu smo obupali. Kaj je tisto, kar nas je nekoč morda zelo izpolnjevalo, nam je bilo zelo pomembno, smo si tega zelo želeli, pa morda še nismo bili dovolj zreli, morda druge osebe ali okolje še ni bilo dovolj zrelo, morda enostavno še ni bil pravi čas. Torej, naj bo september čas oprezanja za vsem, kar se iz preteklosti vrača. Predvsem pa vprašanju, zakaj. Zakaj se je zdaj tole vrnilo? Zakaj znova o tem razmišljam? Zakaj me je znova posrkal ta odnos, una navada? Kajti ni nujno, da bo iz preteklosti prišlo samo fenomenalno, fantastično, zrelo, zdravo, odraslo in tako naprej. Vse te izraze ponavljamo, se mi zdi kar že skoraj vsak mesec. Torej, če si v misli prikličete številko 9, velikokrat jo primerjam kar z vsemi unimi velikimi mašinami, ki jih vidimo na njivah, ki zajamejo vse. Kaj je tisto, kar zajemate vi? Kaj je tisto, s čimer se strinjate vi? Kaj je tisto, kar hranite vi? Kaj je tisto, kar jemljete za svoje vi? Kaj je tisto, kar zajamete? Mogoče tudi z nižjih vibracij, malo bolj nezrelih. In potem nekako shranite v svoje srce. Kaj je tisto, kar v resnici zajemate, dragi moji? V svoje telo, v svoje srce, v svoj v svojo podzavest in v svoje celotno bitje. Kakšne informacije srkate vase? Kakšne filme gledate? Katerim nadaljevankam sledite? Kaj je tisto, kar najprej pogledate na socialnih omrežjih? Kateri so tiste objave, ki jih najprej pogledate na Instagramu, 3-krat pogledate, na Facebooku, delite in tako naprej?
Kaj so izbrani videoposnetki na vašem YouTubeu, Netflixu in ostalih podobnih platformah? Kaj je tisto, o čemer tekom dneva dejansko razmišljate? Ali se ujamete, da 5-krat na dan razmišljate o tem, kako vaš šef je pa siten, tašča je pa zoprna, žena je to naredila zadnjič narobe, oziroma mož 5 mesecev nazaj je nekaj naredil narobe. Bodimo iskreni, ženske imamo res fenomenalen spomin. Čemu dejansko namenjate tekom dneva svoj miselni proces? To nam bo septembra mnogo lažje opaziti in, kar je še pomembneje, spremeniti. Se pravi, če vedno znova premlevamo nekaj iz preteklosti, je logično, da se s tem ne bomo premaknili. To je enkrat ena, to vsi vemo, ampak kolikokrat se pa dejansko opazujemo, o čem razmišljamo in kaj dejansko počnemo. Kakšne so naše izbire, naše odločitve, naše geste. Saj veste, kaj pravijo. Če boste vedno ponavljali isto, boste dobivali isti rezultat. To vsi vemo, jaz verjamem, da teorijo vsi obvladamo. Teorija je tako zelo enostavna, vsi jo znamo, ampak hudirja, ko v prakso pa noče tako zelo einfach skočiti. Torej, na kratko, september bo obdobje ponovne priložnosti, kar pomeni, da na naša vrata bodo potrkali spomini, bodo potrkala neka hrepenenja, na katera smo morda že pozabili, pa tudi zanimanja, tudi stvari, katere se nam niso razkrile toliko časa nazaj. Torej, tudi če že pogledamo januar, kje in kako ste bili januarja, dragi moji, letošnjega leta, kje in kako ste bili 7 let nazaj, kje in kako ste bili leta 2007, pa 2011. Mogoče bi si po tej oddaji vzeli 15-20 minut časa, pa bi malo razmislili, kateri izzivi so bili pred vami v tem času. Se pravi, s čim na področju odnosov ste pa se ubadali 2007, pa 2011. Kdo se je takrat morda pojavil v vašem življenju? Kaj vam je prinesel? Zakaj vam je to prinesel ali prinesla? Česa ste se naučili? Kako ste se soočili? In potem naredite še pregled let 2013, 14, 16 in 19 kot karmičnih let. Česa ste se naučili? Kje ste se spremenili in kaj je za vas osebno počilo v letu 2020? Vse te letnice so zelo močne. Nekako smo se navadili na to, da nas kar malo premetava, zato bodo leta pred nami morda morda v letih pred nami nas čaka malo drugačen izziv, mene recimo slovenska slovnica. Torej, ne bodo tako zelo razburljiva leta, ne bo nas tako zelo dinamično, turbulentno premetavalo, kar pa lahko pomeni, da lahko malo zaspimo. Leto, v katerega stopamo, 2024, bo zelo energijsko močno. Prinaša energijo števila 8, ki vemo, da simbolizira obilje, manifestacijo, zakon privlačnosti, tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot materialno, tako znotraj kot zunaj. Temu je namenjen letošnji september. Kaj je tisto, kar zajemate vase, kje morda nimate filtra, kje morda, da se malo pohecam, nimate nekega mejnega prehoda, kjer zahtevate vizo, pa potrdilo o zdravju in tako naprej. Kje sprejmete vse brez kritike, brez presoje, brez meja. Kje je vse kar naenkrat vaše, pa morda le ni. Torej, september bi lahko rekli, da je en uvod v tako čudovito inventuro, ki se nam obeta potem meseca oktobra, prinaša pa tudi fenomenalno priložnost za zdravljenje. Število 9 vemo, da povezujemo z zdravljenjem, s sočutjem, tudi z razsvetljenjem. Se pravi, tekom septembra se nam lahko zgodi veliko aha trenutkov, ko kar dojamemo. Dojamemo nekaj iz preteklosti, dojamemo nekaj, kar nam prihaja naproti, predvsem pa dojamemo sebe. Torej, kaj je vaša resnica, v kaj vi verjamete in kaj pravzaprav, v kaj, dragi moji, so vas enostavno prepričali. A veste, pred časom smo imeli zanimivo debato, kar naenkrat se veliko govori o tem, da je Zemlja ravna. In verjamem, da vsi poznate meme, se pravi smešne slikice z interneta, ko so vsi planeti okrogli, samo Zemlja je ravna. Ampak dejansko se je sprožilo zanimivo vprašanje. Kako mi res vemo, ali je Zemlja okrogla, ravna, trikotna in tako naprej? Povedali so nam tako. In toliko stoletij nazaj so ljudje zatrdno verjeli, da je vendarle Zemlja ravna. Marsikaj, kar mi danes verjamemo, se bo čez leta izkazalo za navadno traparijo. In nič ni narobe s tem. Tudi človeštvo kot kolektivna zavest se spreminja.
Torej, kaj je tisto, kar morda danes brezpogojno verjamete, brez da bi vsaj malo kritično razmislili, kje je dokaz za to? Torej, tudi tukaj zdaj ne ciljam na obliko Zemlje, ampak ciljam bolj na čenče, na razne objave po socialnih omrežjih, ki so ali niso resnične. In velikokrat preberemo v reklamah, raziskave so pokazale, zraven je zvezdica, preberemo majhen, droben, skoraj neviden tisk ob zvezdici, kjer piše: zadeva je bila testirana na 10 ženskah. Biti kritični, biti natančni je sporočilo letošnjega leta, kar bo septembra morda malo težko, saj bo veliko bolj čustven mesec in bo poplavi občutenj, čustev, podoživljanja, nostalgije, spominov, nekih hrepenenj in tako naprej, je včasih zelo lahko zgubiti sebe. In včasih je prav, da se zgubimo, včasih nam ravno to pomaga pri temu, da se na koncu znova znajdemo. Najdemo in sami sebe preučimo, kje, kdo in kako smo. Torej, temu je namenjen nekako mesec september. Če vas zanima malo bolj poglobljen napoved, ta napoved je že na mojem YouTubeu, grozno dolga napoved je tudi na moji spletni strani, vabljeni bo link spodaj. Potem pa prihaja oktober, 10 je tako zanimivo število, vedno prinaša res preteklosti, take velike škarje, če si predstavljate, ko odrežemo stran. Prinaša energijo preboja, preobrata, prinaša energijo potenciala, vsega, kar je možno, tudi neke vizije, idej, zamisli, predvsem pa potrebo po temu, da se končno premaknemo nekam naprej. Se pravi, da smo znova malo bolj produktivni. Običajno se to projicira tudi v temu, da v septembru se pričnejo tisti lepi prvi jesenski dnevi in vsi potem v oktobru lovimo še zadnje sončne žarke in lepe prijetne dneve zunaj za raznovrstne izlete. Slovenija je prečudovita, raziskujte jo. Na mojem YouTube kanalu je veliko posnetkov, veliko prispevkov iz zelo zanimivih koncev Slovenije. Pobrskajte malo, če nimate ideje. Torej, predvsem pa pobrskajte tudi po sebi. 10 je energija nove dobe, je energija novosti, je energija preporoda. Se pravi, vse to, kar smo recimo septembra puščali za seboj, kako lahko oktobra najdemo nekaj novega. Če smo tukaj odrezali, kaj bomo tukaj novega dali noter. Se pravi, tudi omara, ko jo pospravimo, naredimo prostor. A ne, tudi če pogledate zdaj le mene, tukaj, če bi še kaj dodala, bi bilo kar natrpano, kaj ne, bi lahko hitro izpadlo kičasto. Tukaj je obilo praznega. Torej, kaj v vašem življenju morda je ravno prav, kje je praznina, kje je vsega preveč. Kako to uravnovesiti? Kajti, ko bomo prišli v leto 2024 po življenje, bo energija od nas zahtevala ravno to, uravnovešanje. Če se znova prikličemo v misli število 8, tako zgoraj, tako spodaj, ko je to uravnovešeno, se to prekucne in takrat lahko govorimo o energiji neskončnosti. Se pravi, neskončnost rožic, v neskončnost praznine, v neskončnost rožic. Vidite, kako to nekako ne gre, tukaj pa odide v prazno. Kar pomeni, da to tukaj zgubi svoj pomen, zgubi svojo vrednost. Kolikokrat se je vam v življenju zdelo, da ste vi zgubili svoj pomen, svojo vrednost? Mogoče ne sebe, ampak niste imeli občutek, da pomenite okolici toliko, kot morda bi lahko bili. Kolikokrat ste imeli občutek, da okolica, da se je tretirala takole namesto takole? In dragi moji, kolikokrat vi sebe tretirate takole namesto takole? Velikokrat. Tako kot se mi pogovarjamo s seboj, se potem pogovarja z nami tudi energija okolice. Se pravi, oktobra bo mnogo lažje odrezati toksične odnose. Tudi tisti del odnosa, notranjega dvogovora, ki je toksičen, vaš dvogovor. Se pravi, če poenostavim, tisti deli odnosa, ki ga vi gojite sami do sebe, ki so toksični, morda ste do sebe preveč kritični, morda ste preveč zahtevni, morda ste perfekcionistični, morda samo gledate, kje ste naredili kaj narobe. Mogoče ravno obratno, vidite vse kot cvetje, čeprav morda ni. Morda ste prehitro zadovoljni sami s seboj, morda iščete izgovore, morda se izmikate nekim bolečim situacijam, nekim spoznanjem, ki vam nekako niso všeč. Torej, vsi tisti deli, ki bolijo, ki so toksični, ki niso zdravi, ki niso zreli, ki niso odrasli, bodo oktobra nekako privreli na dan, zato da bi lahko uravnovesili te energije.
In naj kar takoj zdajle povem, da oktober vsako leto mesec oktober prinese nek preview, se pravi nek uvid, nek napovednik, nek teaserček. Saj veste, pred vsakim filmom dobimo tako najlepše izseke filma, ki bo prišel. Oktober je to za leto, ki prihaja. Torej, tiste nenavadne stvari, energijsko čisto skregane z vašo realnostjo, ki se bodo oktobra pojavile, so pravzaprav predogled leta 2024 za vas. Tudi v svetovnem merilu, tiste stvari, ki nas bodo zelo presenetile, ki se bodo zdele zelo nenavadne, ki bodo nove, ki bodo drugačne, ki bodo mogoče prinesle določene reze, kar se ponavadi dogaja tako, da nekje poči, tudi na političnem prizorišču lahko pričakujemo nenavadne novice, lahko pričakujemo, da bo marsikje počilo. Poglejte, Južna Amerika, veliko držav v Južni Ameriki je na robu vojaških udarov. Torej, kje v vašem življenju boste oktobra imeli občutek, da se je zgodil kar vojaški udar, da pretiravam? Na to bodite še posebno pozorni in se potem na te izzive za leto 2024 pripravite. A veste, narava ima vedno najbolj prav in v naravi so stvari zelo ravnovešene. Vsaka živalica najde skrivališče, ampak vsaka živalica ima naravnega sovražnika, kot temu rečemo. Se pravi, tako kot mucek skoči na drevo, pa kuža za njemu ne more, če zelo poenostavimo tale primer, tudi mi imamo vedno možnost se nekam skriti in odmakniti. In velikokrat, namesto da bi potem iz tistega dreveščka odšli dol, ko kužija že zdavno ni več pod njemu in je nevarnost minila, se nam človeškom zgodi, da kar zgradimo hiše, mesta, prestolnice, v krošnji drevesa, se pravi v našem udobju dobesedno. Pravi, kje ste se pa morda zasedeli, v coni udobja, v tistem območju, kjer imate občutek, da ste varni. In veste, muca z drevesa lahko odnese tudi večji orel. Torej, morda pa tisto, česar se vi bojite, v tem trenutku niti ni tista nevarnost, na katero bi bilo prav, da ste pozorni. Torej, oktobra bi se lahko zgodilo, da bi kar iz nekje skočil neki izziv, saj ni nujno, da vas bo kit pojedel, ampak lahko kar naenkrat privihra izziv, na katerega niste pripravljeni in se vam bo morda zdel krivičen. Morda se vam bo zdelo, da to ste že zdavnaj predelali, zakaj se spet s tem ukvarjate in potem se spomnite na september, ki je september na to že malo namigoval. Kakorkoli že, pomembno je, da se oktobra zavedamo, da imamo nek uvid v leto 2024, zato si tudi sicer zapomnimo, kaj so bili izzivi, kaj pa je bilo tisto, kar mi se nekam drugam klicalo, kakšen nek klic, hrepenenje, potreba po nečem malo drugačnem se je pojavila v mesecu oktobru, običajno, ker desetko povezujemo z rezom preteklosti, pridejo nove stvari. Torej, kaj je tisto, za kar imate občutek, da vam prinaša napredek, da vam prinaša nek preobrat. In preobratov in presekov se ne bati. Življenje pač takšno je. Ko pridemo na svet, ste verjetno tudi strah, pa se teh trenutkov običajno kot odrasli ne spomnimo. Ko pridemo na svet in je kar naenkrat veliko ljudi okrog nas in nismo več v toplem zavetju naše mamice, je verjetno grozljivo. Ampak kaj vse bi zamudili? Celo svoje življenje bi zamudili, če se ne bi rodili. Morda malo ponesrečen primer, ampak saj veste, kaj želim povedati. Kolikokrat nas je strah, da bi se prerodili, pričeli na novo, nekaj korenito spremenili. Ampak, dragi moji, kaj ravno s tem, ko ostajamo v tej krošnji, cone udobja, ki je bila nekoč maternica naše mame, kaj se s tem ne odrekamo življenju, ki je pred nami. In veste, življenje ni minilo. Še vse življenje pravzaprav imate pred seboj. Kaj ni škoda? Kaj boste resnično na polno doživeli ali ne? Temu je namenjen oktober, potem pa pride že november. November kot mojstrski mesec nas vpraša, hello stari, kva je zdaj stara, kva smo se pa kaj naučili letos. Naša intuicija je glasnejša, naša intuicija pa je tekom celotnega leta glasnejša. Ta naš občutek, kje energije tečejo tako, kot je treba in kje ne, naš občutek za pravičnost, vse te stvari naj bi bile letos nekoliko pojačane, okrepljene, glasnejše. Torej, novembra se ti dve energiji čudovito zlijeta. Za vas osebno to pomeni, da lahko
se zgodi kakšna poravnava, izravnava energije, se pravi nekaj, kar ste doživljali kot zelo krivično, dobite ali pojasnilo, zakaj v bistvu ni krivično, oziroma povračilo. Torej, v mesecu novembru se odprite sporočilom, ki bodo nekoliko duhovna, se pravi, velika verjetnost je, da bodo v obliki simbolov. In tudi to, jaz mislim, da smo se kar navadili opazovati, peresa na tleh, posebne oblike oblakov, registrske številke, številke na uri. Moram reči, da to je daleč najbolj obiskan prispevek na moji spletni strani, kaj pomeni, ko na uri vidim denimo 11.11 ali pa 12.12, svoj rojstni datum in tako naprej. Če mogoče tega pa še ne veste, bom dala spodaj linkec. To lahko vedno preberete, kaj vam te kombinacije prinašajo, tudi 111, 222 in tako naprej. Tudi to so sporočila, različne razlage so angelske razlage, so numerološke razlage in tako naprej. Jaz verjamem, da v danem trenutku vas bo poklicala tista razlaga, ki jo vi potrebujete. In obenem, torej, bodite novembra pozorni na občutke, na uvide. In uvid, a veste, intuicija? Intuicija je vedno preprosta informacija. Seveda jo lahko velikokrat zamenjujemo za strah, za nekaj, kar nam naš razum govori, naša domišljija, nečesa si želimo, pa to, kar vidimo. Absolutno se nam to lahko zgodi, saj smo le človek. Ampak, a veste, strah, zaljubljenost, to, da si nečesa želimo, to, da se nečesa bojimo, vse to je obarvano s čustvi. Intuicija pa ne. Intuicija pride z občutkom miru, tudi če nam informacija ni všeč, tudi če denimo začutite, da se bo vam ljuba oseba poslovila, tudi če začutite, da ta poslovni projekt ne bo uspel, tudi če začutite nekaj takega, kar vam ni všeč, je običajno prvi občutek, se pravi ta uvid, ta informacija, miren. Šele potem kot reakcija se sproži strah, bolečina, razočaranje ali veselje in sreča in radost in to, da komaj čakamo, da se bo zgodilo in to potem jemljemo kot potrditev. Torej, novembra biti zelo pozorni na svoje lastne občutke, na svoje lastne vzgibe, kam vas pravzaprav vodijo. Seveda je fenomenalen čas za to, da berete knjige o duhovni rasti, o osebni rasti, da prisluhnete kakšnemu predavanju, da prisluhnete kakšni delavnici, da se odločite za kakšno posebno vajo, delovni zvezek, meditacijo in tako naprej. Izberite tisto, kar je vam blizu, tam, kjer vi sebe najdete. Obenem pa bodite radovedni, pa pred vas postavljam kar izziv, poskusite nekaj, česar do sedaj še niste poskusili. Se pravi, če menite, da je meditacija ena velika bedarija, dajte poskusiti. Pa mogoče dvakrat, trikrat, ne samo enkrat, kajti prvič ponavadi, ko poskusimo nekaj, kar se nam zdi traparija, bedarija, izguba časa, si kar to potrdimo. Dajmo resnično priložnost stvarem, ki vam sicer niso blizu. Ker smo letos v letu 7 povezujemo s pisanjem, pišite si meseca novembra. Takrat bo zagotovo zunaj že tudi kakšen moj webinar, pa jaz upam, da tudi že kakšna delavnica za leto 2024 z moje strani. Jaz načeloma sicer mislim, da bom takrat v Ekvadorju, ampak se vam zagotovo javim pa preko interneta. Torej, bodite tudi na to malo pozorne. Oktobra bi mogle biti že zunaj informacije, kdaj in kako. In potem še čisto na hitro pokukajmo v december. December kot veseli december nam prinaša pa, ne bom rekla boj, ampak mogoče neravnovesje med tem, kdor smo mi, pa med našo okolico. Število 12 je zelo zanimivo. Enka je tista, ki je samostojna, ki je odločna, ki ve, kaj hoče, ki zna biti zelo, zelo hitra, bliskovita, mogoče tudi malo arogantna, ki se dobro počuti na vodilnem položaju, kajti tako ima razgled, pred seboj ima vse možne možnosti še vedno. Dvojka je pa bolj sramežljiva, bolj počasna, bolj potrpežljiva, upošteva druge, velikokrat počaka, kaj sogovornik pove, se pravi, če boste dvojko vprašali, katera cvetlica tukaj vam je najbolj všeč, je največja verjetnost, da bo povedala tisto, za katero meni, da je vam najbolj všeč, očitno, ali pa bo mogoče rekla, joj, kako lep šopek, kaj pa je tebi najbolj všeč, ja, res meni tudi. To ne počnejo zato, ker bi želeli manipulirati, ampak zato, ker se želijo izogniti konfliktu, ker ne želijo prizadeti sogovornika in zato, ker želijo pričarati lep trenutek. Torej, 12 lahko potem razumemo, da je nekoliko nasprotujoča si energija, torej postavljali bomo meje med nami in med ljudmi ob nas.
Ker pa je to, če seštejemo, 7 plus 12, potem 1 na koncu, je mesec prebojev naprej. Se pravi, velika verjetnost je, da boste neke priložnosti za sebe ustvarili vi sami, oziroma jih bodo za vas ustvarili ljudje, od katerih tega ne bi pričakovali. Se pravi, od ljudi, ki vam morda niso najbolj podobni. Pričakujemo lahko tudi to, da bomo končno razumeli drugo plat zgodbe, se pravi, in tele rožice in tole praznino, predvsem pa tukaj v sredini sebe. In to je tisto, kar je najbolj pomembno v letošnjem letu, ne glede na mesec, v katerem se nahajamo, še preden stopimo v 2024. Poglejmo vse tiste kotičke naše duše, naše osebnosti, našega doživljanja, našega uma, srca, telesa, kjer je prazno, kjer morda ne skrbimo dovolj dobro za sebe. Za ene bo to prehrana, za druge bo gibanje, za tretje bo dejansko osebna in duhovna rast, za nekatere bo to čustvena inteligenca, za nekatere bo to zdravljenje preteklosti, za nekateri bo to strah pred prihodnostjo. Glejte, kadarkoli imamo neko praznino, govorimo o ogromnem potencialu, kajti govorimo o praznem platnu. In po drugi strani negujte tisto, kar vam dobro gre. Pohvalite se in zapomnite si, da ste unikat, tako kot tale moj šopek. Pa garantiram, da takle šopek ne boste našli prav nikjer drugje. Že v naslednji moji oddaji bodo rožice malo drugačno oblikovane in bo sama oblika šopka drugačna, čeprav so iste cvetlice notri. Kaj v vašem življenju vsebuje še vedno isto, ampak se je preoblikovalo? Naj bo tudi tale šopek en lep primer oziroma simboličen primer vprašanja kar za september, oktober, november, december. Naj bo letošnje leto resnično čas preobrazbe in pa prepoznavanja nas samih v vseh odtenkih. Torej, dragi moji, objemite se, pohvalite se, točno takšni, kot ste, in enostavno poiščite, kako lahko to, kar ste, zgolj malo izboljšate. Se vidimo naslednji teden, želim vam fantastično jesen.